Dober dan, Maribor, pozdravljena Slovenija. Dragi prijatelji, hvala, da ste prišli tako množično na začetek tega finiša, te velike tekme za predsednika republike. Hvala vsem, ki ste tako lepo govorili o meni. Hvala pa tudi vsem tistim, ki mi že tedne in mesece stojite ob strani, da lažje prenašamo vso to energijo do volilnega telesa. In v prvi vrsti, če dovolite, bi se najprej resnično zahvalil svoji družini, najprej Andreja, tebi. Tudi jaz te imam rad. Andreja me ne podpira samo pri tej zgodbi, ampak mi resnično tudi pomaga in opravlja še ogromno drugih stvari. Hvala. Hvala mojim zlatim puncam, Manci, Urši, Nini, njihovim družinam in moji mami. Ona me pozna več kot 50 let. Pred 50 leti je porodničar dejal, da je dobila veliko zver, velikega državljana. Hvala tudi vsem, ki se trudite, Anina ekipa v stranki in tako naprej, ki se trudite zadnje tedne in mesece z mano v tej kampanji. Hvala tudi našim malim zverinicam, mladim zverinicam, ne malim, v SDM-u in pa Mladi Sloveniji, ki so širili to naše gibanje po naši domovini zadnje čase. Hvala tudi tebi, draga Ljudmila, za podporo in da razumeš, kako pomembno je, da ima slovenska pomlad skupnega kandidata. Hvala ti. Hvala tudi, Janez, tebi. Kaj ne rečem, tudi jaz se spomnim tistih prvih dni najinega srečevanja. Ni bilo samo v Ljubljani, je bilo tudi na Ptuju pred volitvami leta 1992. Lahko rečem, da so bili to zlati trenutki mojega začetnega političnega delovanja. Zelo živo se tudi spomnim, ko si prišel na obisk v kabinet doktorja Jožeta Pučnika s takim strahospoštovanjem, z respektom smo takrat opazovali tvoj prihod. Takrat si malo po vojni za Slovenijo, po nekaterih javnomnenjskih raziskavah bil daleč najpopularnejši politik v Sloveniji in verjamem, da se bodo ti časi tudi kmalu vrnili. Včasih nas pelješ na kar težavne poti, ampak se splača hoditi po njih. Dragi prijatelji, pred vami torej stojim kot kandidat za predsednika Republike Slovenije. Tukaj sem zato, ker ste mi vi, člani Slovenske demokratske stranke in pa Nove Slovenije, tako zaupali, ker verjamete, da delim z vami iste vrednote. Tukaj sem zato, da uresničim pričakovanje in upe vseh tistih,
ki smatrate, da vrednote slovenske osamosvojitve in pa slovenske demokracije za najpomembnejše v slovenski zgodovini. In vseh tistih, ki se želite za predsednika nekoga, ki bo končno politično vzdrževal, kot smo danes že slišali, in ne samo ideološko delil. Tukaj sem tudi zato, da pomagam pri izhodu iz krize, pri povrnitvi ugleda Slovenije v svetu in tudi upanja ljudi v boljši jutri. Tukaj sem zato, da nadaljujem izročilo dr. Jožeta Pučnika, o čemer je govoril predsednik vlade, očeta samostojne Slovenije. Tukaj z vami sem zato, da vas vse povabim na to pot do nove, drugačne, bolj sproščene Slovenije, do naše domovine, ki sicer tiho izginja iz javne govorice, a ne iz naših src tu noter še ostaja. Dragi prijatelji, nedvomno smo srečna generacija. Skupaj smo širili prostor slovenske pomladi, skupaj smo doživljali čas osamosvajanja, demokratizacije, prijeli tudi za puško leta 1991, da bi komaj rojeno državo obranili. Skupaj smo se veselili mednarodnega priznanja Republike Slovenije, nove države, skupaj doživljali vključevanje v Evropsko unijo in kasneje s ponosom doživljali predsedovanje Evropski uniji. Lahko mi verjamete, da ni bilo bolj ponosnega človeka pod soncem, kot sem bil sam v vlogi predsedujočega EU za izobraževanje. Pa ne zato, ker sem imel sam ta privilegij, ampak predvsem zato, ker smo s takim žarom in s tako predanostjo takrat zastopali Slovenijo. Na te zvezdne trenutke me še danes opozarjajo nekateri ljudje z evropskih inštitucijah, ki so slovensko predsedovanje ocenili z odliko. Pa se to ne zgodi pogosto. Pa smo v teh 2 desetletjih dovolj izkoristili svoje razvojne potencijale? Odgovor je na žalost ne. Tranzicijski pajdaški kapitalizem je preprečil pravično prerazporeditev družbenega premoženja, javnega imetja, zdravo podjetnost, večjo solidarnost in boljšo kakovost življenja za vse. Povzročil je socialne razlike in tudi apatijo. Toda zgodovinsko gledano smo kar uspešen narod. Premagovali smo tudi večje izkušnje, kot je ta križ, ki ga sedaj nosimo. In dokazali smo neizmerno moč preživetja. Prepričan sem, da bo Slovenija išla iz te krize še bolj varna, še bolj pravna, še bolj mirna, še bolj solidarna, še bolj učinkovita, moderna, tudi ugledna in stabilna, v kateri bo lahko vsak posameznik uresničil svoje potencijale, svoje talente. A pot do tja, dragi prijatelji, vodi vsaj preko 3 mostov. Prvi preko politične stabilnosti, drugič preko gospodarske učinkovitosti in tretjič preko utrjene nacionalne identitete. In če gremo k prvemu, vsak dan opažamo rastočo krizo politike. Namesto političnega dogovora vstopa spor, namesto sprave, grožnje, tudi tiste najhujše s smrtjo. Kam to pelje, se vprašam. Demokracija je sicer sistem, ki blaži napetosti v družbi. Seveda le v primeru, če je smiselno zgrajena. Dobro vemo, da ima Slovenija po ustavi določen parlamentarni sistem vladavine. To formalno zagotavlja večino oblasti vladi, ki tudi nosi največjo odgovornost. Toda zaradi nerodnega volilnega sistema in relativno nizkega stopnjega praga v parlament ne more biti dovolj učinkovita. To potrjuje tudi praksa, razen ene, to je Janševe vlade 2004-2008, so bile vse vlade v krizi. Celo več, krizo so celo spodbujale. Javnost to ranljivost slovenske demokracije hitro začuti in z nizko podporo seveda kaznuje najbolj odgovornega, in to je seveda vlada, ki se celo težko oblikuje, kaj šele deluje. Predsednika vlade pa naj bo še tako sposoben, lahko preštevilni člani vlade, partnerji, onemogočajo na 101 način. Z eno nogo so v vladi, z drugo se postavijo ven in kalkulirajo, kaj se jim politično bolj splača. Torej, seme razdora tiči v samem sistemu. Da bi presegli ta trajni politični spopad in omogočili večjo politično stabilnost in zmožnost dogovarjanja,
drage kolegice in kolegi, je potrebno spremeniti in dopolniti politični sistem. Zato kot predsedniški kandidat dajem pobudo ali pa obujam pobudo za uvedbo večinskega volilnega sistema, ki bo zagotavljal večjo učinkovitost vlade, manj ideoloških razlik in manj programskih razlik. In ljudje bodo imeli večji vpliv na to, kdo bo izvoljen v njihovem volilnem okrožju, kdo bo minister, kdo bo prvi minister in podobno. Obudimo znova to gibanje za pošteno politiko, ki si je na naših tleh že zagotovila domovinsko pravico davnega leta 1996. Spoštovani, poleg teh politično-sistemskih sprememb, ki so trajnejše, potrebujemo tudi reforme, ki bodo učinkovale tu in sedaj. Slovenija je desetletja razvijala nenaraven gospodarski sistem, ki se danes prepočasi normalizira. Še tako imenovanega nacionalnega interesa, ki se na koncu vselej izkazal kot zasebni, nam ni uspelo izkoreniniti. Prizadeval si bom, da bodo kazniva dejanja povezana z njim, da ne bodo kar tako zastarala. Morda bo prav kriza pomagala odpraviti nekatere anomalije, ki jih po normalni tranzicijski poti nismo uspeli. A prepričan sem, da bo na pogorišču starega zraslo novo gospodarstvo, ki bo bolj temeljilo na malih in srednjih podjetjih, ki so bolj odzivne na potrebe trga in da bodo proizvajale dobre stvari, ki jih bodo drugi kupovali, za to gre. Novih delovnih mest si ne želijo le mladi, ki jih je sicer ta kriza najbolj prizadela. Nova delovna mesta pridejo, ko bomo odpravili ovire za domače in pa tudi tuje, in pa lahko rečemo predvsem tuje investicije. Šele na tej podlagi lahko pričakujemo gospodarsko rast in posledično seveda tudi blaginjo. Druge poti ni. Vem in tudi vlada ve, kako priti do vitke države. Vemo, kako do delujočega bančnega sistema. Vemo, kako pridemo do nerigidnega trga dela in pravičnega pokojninskega sistema. Zavedam se, tako kot se zavedate vi, da se mora državo umakniti iz gospodarskih in drugih poslovnih sistemov. Zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo pomeni zavarovanje prihodnjih generacij pred požrešnostjo tistih, ki nimajo prave meje, ko gre za zapravljanje državnega denarja. Ta pot je dobila podporo v Evropski uniji, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, v Mednarodnem denarnem skladu, v Evropski centralni banki in drugje. S forumom 21 se še pogajamo. Sem samo preveril, če še me poslušate. To je stara profesorska. Torej, dragi prijatelji, pot, ki jo podpiram skupaj z vlado, je pot suverenosti. Ne ubogaj me, ne prošnje za milost in odvisnost. Moj program je jasen. Vesel bi bil, če bi ga imeli tudi drugi kandidati. Vendar ti ubirajo lažje poti. Ne ukvarjajo se s perečimi problemi, raje so v varnem zavetju, malo stran, za nič krivi, za nič odgovorni. Ali pa dvolični. No, eden pa ima koncept, ali bolje ne koncept, ali še bolje koncept ne. To je Danilo Türk. On pravi ne agenciji za slabe terjatve, on pravi ne zlatemu fiskalnemu pravilu v ustavi, on pravi ne prožnosti dela, češ zakaj bi prepisovali tuje modele v naš sistem, ko pa imamo še same toliko ideje, ne? On pravi ne predlagani pokojninski reformi, on pravi ne izhodu politike iz gospodarstva in državnemu holdingu, pravi ne varčevanju, skratka koncept ne. Vendarle, če bi iz tega želeli potegniti nek program mojega konkurenta, dr. Danila Türka, lahko rečemo, da je le-ta zazrt preteklost. Na že prežvečene modele, ki so se izkazali za pogumne. Tej praksi je treba narediti konec. Slovenci imamo nenazadnje dovolj
Slovenci imamo dovolj nenehnih dokapitalizacij bank, iz katerih so se med drugim redili tudi tajkuni več kot 2 desetletji. Dovolj je neprestanega zadolževanja, ki bremeni tudi prihodnje generacije. Mimogrede, komu naj Slovenke in Slovenci stavijo račun za 8 milijard dolga, ki so ga naredili v borih 3 letih? Pahorju ali Türku ali obema, ker sta bila pajdaša v tem času? Dovolj imamo socialnih in gospodarskih politik, ki so dušile inovativne in podjetniške potencijale družbe v celoti, kako tudi posameznikov. Dovolj s privilegiji v pokojninskem sistemu, dovolj ukinjanja najnižjih pokojnin in tudi štipendij, dovolj kraj družbenega premoženja, dovolj ogrožanja mlade slovenske demokracije z ponovnim oživljanjem totalitarnih simbolov in praks. Mislim in verjamem, da delim to misel z vami, da nam ni potrebno trpeti neošabnosti, nepotratnosti, pa tudi neodgovornosti. Dovolj je neodgovornega sprenevedanja, da še ni tako hudo, da bi morali hitro reagirati. Baje bi lahko še razpravljali, morda pisali strategije na strategije in tako naprej. Časi, ki pa jih živimo, zahtevajo držo za, ne vstran ali celo proti. Potrebujemo jasno in enostavno besedo, potrebujemo državljanski pogum. Potrebujemo moč, ki jo lahko izražamo le združeni, zato združujem za prihodnost. Slovenci smo dovolj ponosen narod, sami se bomo rešili, a pri tem je treba zagotoviti dostojno življenje zlasti starejšim, zlasti revnejšim. Tako kot je potrebno izboljšati pogoje mladim ter jih čim bolj vključiti v družbo, ne le na trg dela, ampak tudi v politiko, tako moramo zagotoviti normalne pogoje za vse, da bodo lahko izpolnili svoje življenjska pričakovanja, cilje in svoje talente. Veliko tega je odvisno od ustreznih inštitucij, reform, pa tudi od področnih politik. Pa vendar, dragi prijatelji, vzpostavimo lahko še tako idealni sistem, pa prav nič ne pomaga, če mu ljudje ne vdahnejo svoje duše, če ga ne oplemenitijo s svojimi sposobnostmi, voljo, krepostmi in vrednotami, s svojo kulturo. Slovenski narod se je porodil iz nje, po Cankarju seveda v prenesenem pomenu iz božje setve. Slovenska kultura izhaja iz enakih osnov kot zahodna, ima pa tudi svoje lastne neponovljivosti, kot je na primer jezik. Z njim smo se Slovenci med prvimi postavili na kulturni zemljevid Evrope. Poleg tega je Slovenija kulturno raznolika tudi navznoter. Doslej v tej kampanji sem dobro spoznal, da je slovenska dežela pravzaprav ogromna v tem smislu. Se premore pravo bogatstvo kultur, odtenkov različnih kultur in subkultur. Na Štajerskem, Kranjskem, Primorskem, Koroškem, Goriškem, Dolenjskem, Gorenjskem, Prekmurju, Notranjskem. Vsaka naša deželica je neponovljiva zgodba zase. Toda Slovenija je tudi domovina, varen prostor, katerega smo narojeni, odraščamo, čutimo, se veselimo. Včasih nas skrbi za domovino, zanjo smo pripravljeni tudi kaj narediti, tudi kaj darovati. Domovina so ljudje, pa tudi naše gore, polja, reke in morje. Je svet okoli nas, predvsem pa svet v nas samih. Domovina nam utrjuje zavest skupne pripadnosti, skupne usode, ne glede na to, ali smo levi ali desni ali nekaj vmes. Ko smo postali država, smo dobili tudi svoje nacionalne simbole, zastavo, grb, himno, ki jih moramo spoštovati. To je stvar državljanske kulture in odgovornosti. Se še spomnite, kako je bil dobro sprejet ukrep Moj zastavo v vsak vrtec in šolo? Ampak ljubezen do domovine, ljubezen do domovine, to pa je stvar umike vsakega od nas. Pomeni, da domovino hočemo ljubiti. Je nekak prvinski odnos, notranji imperativ, ko ni potrebno predpisati tega, da je potrebno izobesiti zastavo, ko je državni praznik ali pa tudi sicer. Zato nikoli ne bom razumel tistih, ki pravijo, da je nezakonito, če se poje ali recitira, kot smo na začetku slišali lepo, tudi tako imenovana druga domoljubna kitica
Prešernove Zdravljice, ko gre za himno. Zato podpiram enako pobudo našega tržaškega pisatelja Borusa Pahorja, pa tudi politično pobudo, ki jo je dala Slovenska demokratska stranka. Da se spremeni zakon, da se jasno določi. Bog živi v slovenski svet. Se vam zdi kaj grozno nesprejemljivega v tej vrstici? A slovenski svet ali Bog? Hvala, vam ne, nekaterim pa. Dragi prijatelji, pravijo, da na teh volitvah nimamo možnosti, da je že vse odločeno. Da bi prihranili, če bi dr. Türka izvolili kar v prvem krogu. Pravijo, da smo za medije nezanimivi. Pravijo, da smo vrgli puško v koruzo in da v resnici podpiramo nekoga drugega, ki je skoraj zapravil državo. Pravijo, da nas nikjer ni. Jaz pa pravim, tu smo, roko sem stisnil. V tej predvolilni kampanji sem roko stisnil večjim ljudem kot vsi moji konkurenti. V živo nagovoril toliko ljudi, kot še nihče nobeni kampanji. Sem tu skupaj z vami. Smo v Mariboru, v Vipavi, v Kranju, v Brežicah, Slovenj Gradcu, v Trebnjem, smo v Istri, v Prekmurju, v Destaniku in Ljubljani. Posod smo in tako bo tudi poslej v finišu te tekme, do zmagovitega konca. Kot predsednik republike se ne bom zaprl v predsedniške dvore v Ljubljani ali na Brdu, da bi se srečeval samo z zmagovalci, dobitniki medalj ali nagrad. Predsednik mora pokazati svoj odnos tudi do ljudi, ki so obtičali na robu, ki izgubljajo. Vsi so pomembni, pravzaprav je vsak najpomembnejši. Že uvodoma sem dejal, da delim z vami vrednote, kot so svoboda, pravičnost, enakost, ljubezen do okolja in do domovine in še mnoge druge. A danes je še posebej pomembno biti solidaren, pomagati pomoči potrebnim, da niso sami v teh težkih časih. Za konec vam ne bom obljubljal žuljev in suza, ne odrekanja, ne varčevanja, tega itak vsega že preveč. Obljubim pa lahko, da si bom na tem mestu prizadeval, da bomo zmogli čez vse 3 mostove, o katerih sem govoril na začetku. Boril se bom za to, da bo čez čas na vaših licih tudi kakšna solza sreče in zadovoljstva, radosti in ponosa. Saj boste spoznali, da gre vam, vaši družini in Sloveniji vse bolje in bolje. Naj živi naša Slovenija!